Živijo, dober večer, lepo pozdravljeni z Trnovega v Ljubljani. Moje ime je Mateja, sem turistična vodnica tukaj po Ljubljani in Alenkina kolegica, tako da sem prav vesela, da me je povabila v nocojšnji program poslavljanja od starega leta in pozdravljanja novega leta, od katerega imamo vsi kar velika pričakovanja, zato ker pač leto 2020 ni bilo nam ravno pisano na kožo, ampak kakorkoli, jaz bi vam rada danes poslala en tak lep pozdravček iz tega našega konca. No, in le kdo ni slišal za naše Trnovo, pa za našo cerkev, da ne bi izvedel, to je tale krasotica, ki je v večernih urah obdarjena z modrim bliščem, sicer pa take svetlo, sive, bele barve. In prihod v Trnovo pravzaprav naznačujeta tile dve piramidi, na drugi strani sta še dve piramidi. To je delo našega arhitekta Jožeta Plečnika, s katerim se vsi tako zelo radi pohvalimo. Je krasil našo Ljubljano tam do leta 57, ko je v visoki starosti odšel z tega sveta. In Jože Plečnik je rekel, da je pač tole Trnovo tako zelo pomembno, da je treba, da prihod van nakaže s prav posebnim mostom. Trnovski most, smo rekli piramide. Tamle zdaj na eni strani, na levem bregu, je ena piramida, za mano še ena, to je sicer stran Krakovega, levi breg Gradaščice. Potem imamo pa na desnem bregu še dve piramidi, čisto zraven cerkve. Namreč tale Trnovski most povezuje Krakovo in Trnovo. Zanimivo je tudi, da imamo na mostu tele breze, zdaj so že gole, je pač le december, ampak drevo miline in dobrote lepo raste na tem mostu med Krakovim in Trnovim, se pravi, da Trnovčane in Krakovčane povezuje v milino. No, na sredi mostu pa imamo potem še kip Janeza Krstnika, ker Janez Krstnik je zavetnik tele Trnovske fare, kamor spada tudi Krakovo, in stoji na mostu nad Gradaščico. Danes je tale Gradaščica kar hitra, ker se sneg topi v Polhograjskem hribovju. Je pa vedno bila tista rečica oziroma tisti potok, ki je bil mejni med Krakovim in Trnovim, ampak kot sem rekla, to zdaj sploh ni več pomembno, zato ker cerkev Janeza Krstnika je ista za obe vasi. Krakovo je bilo nekoč vas ribičev, Trnovo pa vas čolnarjev. Verjetno ste slišali za velike pa male čolnarje. Veliki čolnarji, bi lahko rekli, so bili tako javni uslužbenci, ker so bili pač zaposleni pri cesarju, cesarska služba. Mali čolnarji so bili pa privatniki. In tudi v tistih časih, ko je potem prišla železna cesta v Ljubljano, sredi 19. stoletja, so veliki čolnarji lahko dobili službo, kakšno javno službo pri železnici ali pa pri recimo pošti, medtem ko mali čolnarji so se morali znajti pa kar po svoje, tako kot pač danes bi lahko rekli. Jaz bi vam pa tukaj rada pokazala še en zaklad, namreč nasproti Trnovske cerkve imamo park impresionistom. Poglejte, da vidimo, če jih prepoznate. Tale je Matej Strnen, potem zraven imamo Richarda Jakopiča, pa potem imamo Groharja, pa Jamo, se pravi 4 umetniki, 4 impresionisti, nekateri pač iz Krakovega ali pa mogoče, da so živeli v Ljubljani, pa so se tukaj v Trnovem srečevali, tudi tale napis govori o tem, o teh naših impresionistih. In tako je bilo, Trnovo imenujemo tudi ljubljanski Montmartre, se pravi srečevališče umetnikov. In ko so leta 1999, se pravi tik pred koncem 20. stoletja,
obnavljali tole našo trnovsko cerkev Janeza Krstnika, ki je sicer tam iz sredine 19. stoletja, so potem umetniki takratni se odločili, da bodo postavili tudi en spomenik impresionistom, ki so se tukaj v Trnovem srečevali. Sicer pa srečevali so se več ali manj tukaj le ob Gradaščici, tako da če bo se zdaj le majčkeno bolj pogledali, tamle v daljavi, je kar nekaj prometa še, no. Tamle v daljavi je lepo osvetljena Ajprova cesta, ulica, ker je čisto ob Gradaščici, drugače je pa to nekoč cerkvena ulica. No in ob Gradaščici, kateri so včasih rekli tudi Mala Ljubljanica, so se potem ti umetniki zbirali in vedno prišli na kakšne lepe, dobre ideje, kako krasiti ne le Trnovo, Ljubljano celo, ali pa še celo kakšen drug kraj v Sloveniji. No, v Trnovem je deloval tudi Jože Plečnik, to verjetno veste. Tamle za cerkvijo, zdaj le bom majčkeno se obrnila, bi želela vam pokazati, čeprav je vse kar precej temno. To so lučke, a ne? Tamle je osvetljena, na desni strani pravzaprav Plečnikova hiša. Danes muzej, zelo zanimiv. Jaz pa grem tukaj le še zraven Gradaščice, zato ker tale del je izredno zanimiv, sploh tam marca na Gregorjevo, mi pravimo, ko se ptički ženijo, oziroma takrat, ko obrtnikom ni treba bilo več uporabljati sveče, ker je bil dan že tako dolg, da so potem te lučke spustili po vodi, da so odplavale. Tako da tudi to se dogaja tukaj le pri nas v Trnovem, blizu Trnovskega mostu, ki ga bomo zdaj videli z nekoliko drugačne perspektive. In tukaj čez dan, ko imam jaz recimo vodenje, pokažem, da piše na levi strani, da je to Trnovo, na desni strani pa piše, da je to Krakovo. To je vse delo našega arhitekta Jožeta Plečnika, ki se je tukaj v sami Trnovski cerkvi zelo, zelo pogosto srečeval z znanim slovenskim pisateljem Franom Seliškem Finžgarjem. No, naslednje leto bomo imeli Finžgarjevo leto, tako da bom svoja vodenja po Trnovem obogatila tudi z življenjem Franca Seliškega Finžgarja. Drage dame, dragi gospodje, hvala lepa za vašo današnjo pozornost. Jaz vam želim še prijeten večer z Alenko. Če boste pa imeli čas v letu 2021, pa le pridite k meni v Trnovo. Odkrili bomo marsikatero zanimivo zgodbo. Hvala za pozornost in vesel skok v leto 2021. Srečno!